Je slovenska lokalna politika res prežeta s korupcijo? Ta teden odmeva razkritje domnevne koruptivne mreže okrog moravškega župana Balažica. Z očitki o korupciji pa se že nekaj časa soočata tudi najvplivnejša župana, ljubljanski in mariborski. Saša Arsenović se je zaradi suma gospodarske kriminalitete in korupcije prvič znašel v obsežni in odmevni kriminalistični preiskavi, medtem ko je Zoran Janković eden najbolj preiskovanih slovenskih politikov. Koliko kazenskih preiskav pa sploh doživi sodni epilog? Špela Bezjak z Rim. Od kuhinje za 26 tisočakov, ki so jo med dokazi odpeljali kriminalisti, do priznanja, da mu je denar zanjo res posodil lokalni poslovnež. Ne zgodi se pogosto, da se politik na očitano korupcijo odziva tako neposredno. Ker sem vam predstavil tudi svojo lastno travmatično izkušnjo, to velja za vse nas. Včasih je dovolj samo kakšen nedolžen pogovor, pa si že inkriminiran. Moj podžupan recimo se nahaja v kazenski ovadbi zato, ker je imel v posesti 10 bikovih jajc in ker je skuhal golaž. Ko gre za sodne postopke, Zoran Janković velja za enega najbolj izkušenih županov pri nas. Denimo novembra, ko je bila uvedena sodna preiskava zaradi suma več kaznivih dejanj, je z mediji komuniciral po ustaljeni poti. Kako je ta gospod župan? Kot vedno pravim, sodišče je edini kraj, ki lahko dosežem pravico, drugače prevladuje ulica. Prvič, odkar je župan, so kriminalisti marca letos potrkali na vrata Saše Arsenovića, prav tako zaradi suma gospodarske kriminalitete in korupcije. Poteka predkazenski postopek, da se sam ne čutim krivega, kljub vsemu temu, kar je tam napisano, ampak je šlo za prizadevanje župana za to, da bi se mesto razvijalo skupaj za podporo gospodarstva, da vsak prispeva po svojih močeh. Trije župani, ki se bodo na lokalnih volitvah jeseni potegovali za nov mandat, in trije postopki brez epiloga na sodišču. Dokler pa teh obsodb ni, pa velja domneva nedolžnosti, ti ljudje lahko še vedno, bomo rekli, te funkcije opravljajo, dokler sodišče ne ugotovi, da so storili kaznivo dejanje. Torej domneva nedolžnosti velja vse do kazenske obsodbe. Jaz sem ponosen na svoje delo in moravški ljudje vam bodo to povedali jeseni na volitvah. Jaz grem na volitve in meni absolutno ni strah, kakšen bo izid teh volitev. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane. Profesor Šepec sicer opozarja na paradoks slovenske korupcije. Medtem ko domače in mednarodne raziskave korupcijo ocenjujejo kot resen družbeni problem, je pravnomočnih obsodb za tovrstna dejanja pri nas razmeroma malo, kar nakazuje, da storilci ostanejo nekaznovani. Tudi ti ljudje, ki so po naravi koruptivni, ko vidijo, da je nekdo v podobni situaciji bil obsojen, da se mu vzelo premoženje, da je šel v zapor, se potem seveda da iz strahu, da se to zgodi njemu, korupcija pa. Zdaj, če pa teh obsodb nimamo, se ti ljudje tudi ne bojijo kaj dosti te pravne represije in mogoče s takim ravnanjem nadaljujejo. Sicer pa policija na leto povprečno poda kazenske ovadbe za približno 120 korupcijskih kaznivih dejanj. Letos jih je podala že 77. 9 od 10 primerov pa kriminalisti odkrijejo sami.